Aprilsko vreme pomeni, da ima mesec več deževnih kot sončnih dni in takšen je bil tudi današnji dan. Z mirnem dežju smo se odločili za sprehod po mestu, da preverimo izpostavljenost pešcev, predvsem kar se tiče težav s škropljenjem vode s cestišča na pločnike. Naša prva črna točka je bil glavni most, kjer se na stičišču mostu z bregom zaradi tam uporabljene posebno prožne različice asfalta pojavijo udrtine in luknje, v katerih se nabira voda. Ko se čez luknjo zapelje avtobus, vodni curek poškropi pešca, tudi če se ta umakne povsem proti ograji mostu. Enako so prhe deležni tudi kolesarji, čeprav je teh v dežju precej manj. Podoben problem predstavljajo velike luže na pločniku na Pogreški cesti, kjer potniki pogosto izstopajo iz avtobusa na poti v Mariborski klinični center. Ne glede na to, ali jim uspe avtobus zapustiti na suhem delu pločnika, se je treba pred nadaljevanjem poti še vedno odločiti, ali pot nadaljevati čez lužo in si zmočiti čevlje, ali stopiti na cesto in tvegati bližnje srečanje z avtomobilom. Ker smo v dilemi opazili predvsem starejše, je naša skrb še toliko večja. Tudi na Titovem mostu, čeprav gre za novejši objekt, se srečamo s podobnimi težavami. Pešci so sicer bolj oddaljeni od vozišča, vendar pa se avtomobili mimo njih vozijo z višjo hitrostjo in tako je treba biti pozoren na tistih nekaj lukenj ob robu vozišča. To seveda še zdaleč niso vse črne točke, katere bi želeli izpostaviti. Opozorilo gre predvsem šoferjem, ki morajo, če je seveda mogoče, vožnjo prilagoditi voznim razmeram, saj se, kot rečeno, pešec pogosto nima kam umakniti. Dogaja pa se tudi obratno, ko avto ali avtobus nimata prostora za umik. Prav tako vam ne bo kaj prida pomagalo, če si zapišete registrsko številko vozila, ki vas je poškropilo, saj nam na policiji niso znali natančno povedati, kako se v tem primeru ravnati. V praksi bo marsikdo hitro pozabil premočene čevlje in umazane hlače, bo pa zgodba o jutranji prigodi služila za krajšanje časa in kot opozorilo za prihodnjič.